sodobni turbohibridni Formuli 1 vidimo, da so razmerja moči dokaj jasna, fiksna in ni kakih velikih sprememb. Imamo Mercedes, imamo Ferrari, imamo Red Bull ter imamo vse preostale. Williamsu je na začetku tega obdobja kazalo dokaj dobro, a po poti so se nekje izgubili in danes so čisto na repu. Po drugi strani se mnogi navdušenci sprašujejo, kako je mogoče, da vsi ostali sploh nimajo možnosti, da bi prišli na zmagovalni oder. Namreč zgodi se v sezoni dirka ali dve, kjer je tak kaos, da nekateri poskusijo svojo srečo in tudi uspejo. A kljub vsemu je izjemno težko. Po eni strani imamo tak pravilnik, kateri nagrajuje zanesljivost bolidov, in imamo 6 fantastičnih bolidov, kateri z lahkoto poberejo prva 3 mesta. Ukolikor pride do kakega odstopa, je še kar nekaj bolidov za njim. Po drugi strani je njihova hitrost taka, da tudi če začnejo iz 20. mesta, povejmo si, priznajmo si, na koncu bodo med prvimi 6, če ne više. Preostali pač niso dovolj hitri in verjetno menjava pravilnika v sezoni 2021 zna prinesti kake novosti. A da se zgoditi tudi to, da bo iz te trojice kdo izpadel in nekdo drug prevzel njegovo mesto. Lahko bomo imeli samo 2 močni ekipi. Ne vem. A nekaj je takega, na katero bi se dalo vplivati, na kar bi se dalo spremeniti na tak način, da bi bile stvari malce bolj poštene, malce bolj zanimive. In to je sistem kvalifikacij. Namreč tisti najhitrejši od vseh preostalih so v bistvu sistemom kvalifikacij, kot ga poznamo danes, oškodovani. To pa zato, ker pravilnik veleva, da dirko se začne na tisti pnevmatiki, na kateri se naredi najhitrejši krog v drugem delu kvalifikacij, v Q2. In mnogokrat se zgodi to, da tista pnevmatika, označena kot soft, ni idealna za začetek dirke. Zato tudi vidimo člane tiste elitne šestorice, kako najboljši čas v Q2 postavijo na medium pnevmatiki. A tisti na 7., 8., 9., 10. mestu si tega enostavno ne more privoščiti. Ukolikor bi poskusili kaj takega, bi jih tisti zadaj s soft pnevmatiko z lahkoto prehiteli. In situacija ne bi bila nič drugačna od tiste, ki vidimo danes. Namreč tisti, ki so dokaj blizu prvi šestorici, lahko v mnogih dirkah začnejo s tako strategijo, da se razdalja med najboljšimi in tistimi malce zadaj povečuje, namesto da bi se zmanjšala. In prav tu sem slišal kar nekaj zanimivih predlogov, najbolj tisti, da bi uvedli še 4. del kvalifikacij. V tem 4. delu bi se pomerilo samo tistih 6 najboljših, to se pravi tisti na 7., 8., 9., 10. mestu bi praktično imel prosto izbiro pnevmatike za začetek dirke in roko na srce, koga pa pričakujemo na pole positionu kot člana te elitne šestorice. Seveda, kvalifikacije bi bile tako daljše, lahko bi bile malce bolj dolgočasne, a dali bi več možnosti tistim najboljšim izmed preostalih, da bi nekako vsaj skušali držati korak s tistimi malce slabšimi v tej prvi šestorici. Nekako vidimo, da tisti drugi bolid Red Bulla v sezoni 2019 ni bil na nivoju tistih najboljših. In prav tu bi lahko videli kak zanimiv boj, ukolikor bi bila ta strategija tudi pri preostalih primerna začetku dirke. A seveda, to so le pobožne želje. Mislim, da se premalokrat zavedamo tega, kako pomembna je Formula 1, kako danes so vsi pravzaprav skupaj, čeprav tisti prvi 3 še zmerom spredaj. A tudi pri Liberty Media in pri FIA bojo morali razmišljati, kajti pravilnik, ki toliko teže da na zanesljivost, mora tudi nekaj narediti na tem, da ne oškoduje tistih, ki imajo vsaj teoretične možnosti,
da dosežejo stopničke, če ne že zmage. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.